Jaz mislim, da prvo, kar bi moglo priti, neke smernice iz višjih državnih ustanov. Da dajo vsi smernice vsem. Zakaj imamo avto izpit? Zakaj na cigaretih piše, da ubijajo? Zakaj na alkoholu ga ne smejo najstniki? Zakaj ne naredimo izpita za telefon? Ne vem, ideja. Zakaj te stvari, da se zaveš nevarnosti? Tega ni, ker je nova stvar, ker manjka ta del ozaveščanja, pol z ene države ja, druge ne, še v šolo smo ga dali, pa kam? Mislim, brez da se zavedamo posledic. Jaz sem se jih fizično sama zavedala. Marsikaj je dobrega, se strinjam, ampak odvisnosti so lahko hude. Hotela sem raziskovati točno ta del odvisnosti, pa me je mentor na pedagoški fakulteti rajši ustavil in rekel, če greš v to, boš imela ogromno dela, ker odvisnosti imaš, ne vem, nisem se spuščala v tisto področje, ampak sem končala pri lastni izkušnji, ko sem delala diplomo na pedagoški fakulteti, kako, pa to je bilo 10 let nazaj, zdaj že več, kako vpliva telefon na mladostnike. In primerjava tega z mojo izkušnjo, zdaj, vsak je drugačen. Mislim pa, da se ustvarjata dva svetova. In če se usmerimo v realni svet, se pravi športni svet, ko uporabljaš tvoje telo, tvojo glavo, pozabi, da boš razvijal un del. Daj ga nekomu drugemu, ki je usmerjen v tisti svet. In ta dva svetova morata začeti boljše sodelovati in paziti na realnega, zato ker realni je telo, so čustva, je poznavanje sebe in efektivnost človeškega telesa je boljša, če se poznamo vsako celico. In za spoznati vsako celico rabiš 24 ur na dan, vsak dan.